da se bo to razmerje v Evropskem parlamentu premaknilo močno na desno. In bo najbrž razmerje ravno obratno, kot je zdaj. Kar pomeni, da bomo mi s svojimi idejami, ki smo jih že zdaj imeli, pa mogoče kdaj nismo mogli uspeti, zdaj lahko veliko bolj uspešni. Takrat, ko je zmagal naš Manfred Weber, so potem v zakulisju evropske politike določili, da bo predsednica komisije nekdo drug, ne? In to ni v redu. Mislimo, da je v tem mandatu komisija šla preveč na levo, tako da mi si res želimo, da bi se bolje pozicionirali na desno, kot sem rekla, odločno postavili. Teh dvojnih meril, ne, ki jih ima Evropska komisija, temu je res treba narediti konec. Ampak danes se še da ukrepati. Ukrepati pa se da, če bo za to odločilna večina, da bo vsa desna stran brez izključevanja sodelovala med seboj in da bodo ljudje na volitvah odločili, da dobijo mandat za to, da se vrnemo tja, kjer bi morali ves čas biti, v pravno državo in v državo, ki bo v Evropo, ki bo branila svoje največje bogatstvo. Zelo odprto lahko rečem, da sem celo zagovornica tega, da se Evropska ljudska stranka povezuje z evropskimi konzervativci. ECR, evropski konzervativci, ki so povsem normalna desna stranka, konzervativna stranka. In jaz javno povem, jaz se bom posebej zavzemala za to, da bo EPP sodelovala z ECR-om. Ne podpiramo enake koalicije, kot je bila doslej, ker mislimo, da je v naslednjih 5 letih potrebno Evropo usmerjati drugače in da v primeru, če bo vodstvo Evropske ljudske stranke oblikovala takšno koalicijo, nas na tej ladji ne bo. Jaz mislim, da so ljudje povedali svoje. Povedali so, da si ne želijo več te progresivne, zelene, socialistične politike, ki nas je pripeljala v situacijo, v kakršni smo danes. Tudi pozdravljamo to, da se Evropa pomika vedno bolj v desno, ker s tem bo tudi Evropska komisija bistveno drugačno sestavljena. Ljudje so dali jasen signal. Jasen signal so dali, da si ne želijo več takšne leve evropske politike, ki je bila do sedaj v 5 letih. Zdaj se v Evropi kaže nova priložnost. Jaz sem prepričan, da usmerjena malo bolj v desno in edino v takih razmerah lahko popravimo napake po pretekle zgodovine. Tako da tega izsiljevanja se ne gremo. Koalicija v Evropi ostaja enaka kot doslej. It's a pro-European, pro-Ukraine, pro-rule of law. I'm very grateful, of course, to the platform, EPP, Renew and SND, but I'm also very grateful to the Green Group. Slovenska demokratska stranka je trden del Evropske ljudske stranke in ostaja njen del še naprej. Madžarska je vsaj v 2 stvareh lahko zgled Evropi. Prva je dosledna zaščita meja in zavračanje ilegalnih migrantov. Zato je Madžarska mirna in varna, taka kot bi lahko bila in bi morala biti vsa Evropa, če bi dosledno zaščitila svoje meje z vsemi zakonitimi sredstvi. Drugo je zaščita otrok pred zanje tako uničujočo LGTB+ ideologijo. We talk a lot about the essay today, as it is a great achievement. As a matter of fact, the essay is something that is against the basic human right of freedom of speech and should never be accepted as it is now and should be abolished completely. We don't do the remigration. Europe won't survive the few next decades as it is. In the United States, they got the right Donald Trump, and Europe got extreme left von der Leyen. They even punish me because I don't want to vote for her. I will never vote. Sem tisti del predsedstva, še nekaj naših kolegov jih je, ki močno navija za to, da se moramo bolj povezovati na levo stran. Za krepitev in ohranjanje krščanske Evrope, edine prave Evrope, Evrope narodov. Bog. Okay, the time is up. Fernando López Aguilar. Tomcija Grimsa sinoči namreč pozvala naj odstopi z položaja. Tomc pa nam je potrdila, da mu je odstop predlagala in sicer z namenom zaščite interesov SDS. Močno na desno. Vedno bolj v desno. Bi se bolje pozicionirali na desno. Bolj v desno. Si ne želijo več te progresivne, zelene, socialistične politike. Nas na tej ladji ne bo. Svoje delo v Evropskem parlamentu
nadaljeval še naprej za moje volivce, za našo Slovenijo, za varno Evropo. In seveda to pomeni, da bom tudi štartal na naslednje evropske volitve.